Dober večer, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Vodnikovi domačiji v Šiški, v Hiši knjig in ilustracij. Danes ob 3. obletnici začetka vojne v Ukrajini gostimo doktorja Mitjo Velikonjo, kulturologa, ki med drugim predava na Fakulteti za družbene vede in bo danes v pogovoru z Gregorjem Bulcem predstavljal svojo knjigo Ukrajinske vinjete, ki je izšla lansko leto pri založbi Miš. Najlepša hvala obema gostoma, hvala vam za obisk in želim vam nedvomno zanimiv večer, ki je pred nami. In kar predajam besedo. Hvala lepa. Pozdravljeni in pozdravljene. Torej, naš gost je dr. Mitja Velikonja, ki je redni profesor kulturologije in hkrati predstojnik Centra za preučevanje kulture in religije na Fakulteti za družbene vede. Kot gostujoči profesor pa predava po raznih univerzah po svetu, med drugim na Nizozemskem, Poljskem, Hrvaškem, Gruziji, pa tudi na zelo znanih ameriških univerzah, kot so Yale, Columbia in New York University. Med drugim raziskuje načine, kako se ideologije prikazujejo v kulturnih in subkulturnih fenomenih. Zanimata ga tudi kolektivni spomin in nostalgija, še posebej v postsocialističnem kontekstu. Je avtor številnih knjig, med njimi bom poudaril Evrozo, kritika novega eurocentrizma, Titostalgija, študija nostalgije po Josipu Brozu. V ZDA pa še zmeraj odmevata dve knjigi, ki jih je napisal o grafitih, in sicer Post-Socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe, ki je izšla leta 2020 pri Routledgeu, in pa The Chosen Few, Aesthetics and Ideology of Football Fan Graffiti and Street Art, ki je šla pred Doppelhaus Press 2021 leta. Znamenita pred kratkim preminula hrvaška pisateljica Dubravka Ugrošić je Velikonjo poimenovala postkomunistični doktor Dolittle, ki z interpretacijo jezika grafitov v bistvu podaja relevantnejšo diagnozo tranzicijskih družb kot tako imenovani uradni zgodovinarji. Profesor Velikonja je prejel številne nagrade, med drugim Erasmus Euromedia Award in štipendiji Nias in Fulbright. Omenjena knjiga o nogometnih navijaških grafitih je bila finalistka izbora Next Generation Indie Book Awards v ZDA. Knjiga Ukrajinske vinjete, ki jo danes predstavljamo, je, kot mnogi veste, bila v ožjem izboru za najboljšo knjigo knjižnega sejma tukaj v Ljubljani. Za nameček je pa ukrajinski prevod njegove knjige Titostalgija dobil nagrado na Odeškem sejmu knjige, in sicer prvo nagrado za področje humanistike. Preden začnemo s pogovorom, bi vse navzoče prosil, da se po pogovoru, po približno 45 minutah vključite v razpravo, ampak hkrati vas že zdaj pozivam, da probamo ohraniti nek kulturen, prijazen, toleranten dialog. Vem, da imamo vsi zelo močno izoblikovana stališča in mnenja o tej temi, ampak vsem prosim za neko spoštovanje kulturnega dialoga. Ker se z Mitjo že dolg časa poznava, se bova tako kot ponovadi, ko se srečava, tikala, tako da prosim za razumevanje. Kar se tega tiče, Mitja, dobrodošel na Vodnikovo domačijo. Lepa hvala za ta predolg uvod. Jaz bi se vse pozdravil v tem čudovitem vremenu, da ste si vzeli čas, da ste prišli. Še posebej me veseli, da je v publiki toliko ljudi, ker je zelo pomembno prispevalo k tej knjigi. Najprej, eden izmed glavnih krivcev je tu prisotni Grega Bulc, ko sva šetala njegovega psa po Tivoliju, ko sem se vrnil prvič iz Ukrajine in sem bil čist še vedno pod močnimi vtisi. Jaz sem si beležil te stvari, fotografiral sem, in pol je Greg, sem rekel, ne vem, kaj narediti s tem, in pol je rekel, če Grega, tako da on je kriv, marsičesa. Je rekel, pa če kdo napiš ti to, in potem sem se res lotil tisto poletje to pisati. Še par drugih ljudi, Samira, Mladen Nuhlik tam zadaj. Pa posebej me veseli, da je s Trsta prišla profesor Marija Mitrović, ki je prevedla to knjigo v srbščino, v prekrasnem prevodu. Prej se nisva poznala, samo nadaleč sem spremljal njeno delo. Kakor da bi se poznala že desetletja, torej prevod je res sočen. Verjetno boljše zveni knjiga v srbščini kot v slovenščini. In hvala še enkrat, kot pravim vsem, da ste prišli.
Ja, pa začniva z glasbo, ki je tudi meni zelo ljuba tema. Ko smo prihajali sem, ne vem, če ste opazili, se je v ozadju rolov en band, ki se mu reče Stoned Jesus. Gre za metalski stoner rock band. In pred dolgimi leti, ko sem prvič Mitjo spoznal, ne, je bil Mitja metalc, tako dolgo čupo, in zelo pomenljivo je, da mi je ustavil na štop, ne, in ko sem rekel, da grem na FDV, se je izkazalo, da on pa že dela tam na FDV, jaz sem pa pač študiral, ne, tako sva se spoznala, ne. Moje vprašanje za začetek bi bilo, kako si prišel do tega benda, kako ti je sploh ratal ljub, in čeprav razumem, je zdaj to tvoj najljubši ukrajinski bend. Ja, zdaj prišel sem nekako po naključju, ko sem se vozil po Ukrajini, 3-krat sem bil v zadnjih 2 letih, maja 23, avgusta, septembra 23 in junija 24, ko sem se vozil po teh neizmernih ravnicah, ne, ko si že misliš, da je, veš, kaj so ravnice, voziš se po Slavoni, vodiš se po Prekmurju in tako naprej, ne, počakaj, dokler nisi videl vseh teh res 100-kilometrskih ravnic in tako psihadeličen občutek, vsakič sem šel, ko je pač zunaj cvetelo, pomlad ali pa poletje, ne, se pravi, res en tak, ta neskončnost, ne, ta mir, ne, ki me je zelo presenetil, ne, tle imamo že kar malo panike, če ne vidimo kakšnega hriba, ne, ali pa gore, ne, tam pa ta mir, ne, in potem sem se spomnil tega benda, ki sem ga poslušal pred leti, ne, torej ta neopsihadelija, stoner rock, ne, se pravi, kakor da bi Grateful Dead cepli po 40 let z vsem metalom in punkom, ki se je zgodil, in me nekako, sem se ga spomnil in od takrat se ga še bolj vrtim, kakor sicer Stoned Jesus so eden izmed prvakov stoner rocka in kmalu prihajajo tudi v Ljubljano spet igrati. Imel sem par drugih tudi idej, ampak ta je nekako, evo, stari metalci poslušajo stoner danes, je bolj easy. A jih osebno poznaš? Ja. Okay. V knjigi uvodov dosti hitro zvemo, da si odpotoval v Ukrajino nekako po naključju, zaradi tega, ker se je pokazala priložnost, da ti prevedejo najprej eno knjigo, pa pol še eno in tako naprej, in si večkrat šel tja. Ampak mene pa zanima, kaj si o Ukrajini vedel prej. A si že prej kdaj bil na tistih koncih, si poznal kulturo, družbo, a ne, kakšne so bile, če tako rečem, ukrajinske kulturne koordinate zate, a ne, razen seveda Stoned Jesus, ki si, čeprav razumem, že prej malo poznal, ne? Me prav sram in to javno priznam in tudi napišem v knjigi, ne, da sem o ukrajinski kulturi, zgodovini in tako naprej imel zelo poprečno znanje, ne, skratka nisem se s tem kaj dosti ukvarjal, več bolj se spoznam na kakšne druge dele Evrope. Imel sem v tem kontekstu sovjetskem, postsovjetskem, ne, skratka nisem bil toliko na tekočem s tem in za razliko, to je ta knjiga, ki je popolnoma različna od mojih dosedanjih, vse dosedanje knjige sem pisal, ne vem, 10-15 let, zbiram materiale in potem nekaj napišem. Potem pa me je tudi zaradi teh spodbud, ne, nekako prijelo, da bi napisal nekaj, o čemer ne poznam toliko, ampak da bolj nekako prepustim tudi sam jezik nekemu drugačnemu izrazoslovju. Tako da pač to je knjiga esejev, nekih vtisov, ki sem jih tam v teh mesecih tam doživel. Obenem pa ves čas reflektiram, ne. Odkar sem dobil vabilo te založbe, ki se imenuje Helvetika iz Odese, sem začel tako obsesivno brati, poslušati, karkoli mi je prišlo pod roke, ne, skozi razne medije. Prej sem poznal pač te težkokategornike, Zabuškovo, Andruhoviča, Jurija, Kurkova, Kiro Muratovo recimo, ne, skratka te, potem pač so še neke osebne zgodbe, recimo, ne, moj dedek se je boril v Galiciji v tistem prvem poletju 1914, kjer je bil hudo ranjen, njegov sin je kot italijanski vojak bil zajet ravno v Ukrajini, potem je umrl v sovjetskem ujetništvu, ne, se pravi, taki bits and pieces drobci, ne, ki so nekako bili premalo, da bi karkoli bolj otipljivega vedel. Ne. Od takrat pa, kot pravim, ne, berem vse mogoče in nemogoče in skušam nadoknaditi ta manko, ne. Je pa še drug zanimiv fenomen je, da je bilo v slovenščino zelo malo prevedenih del ukrajinskih avtoric in avtorjev.
par vsega skupaj, ne, če odmislimo klasike, ne, skratka zelo malo, da se šele v zadnjem času, ne, zaradi teh par prevajalk in prevajalcev se to nekako spreminja, ne, ampak ne, književnost nekega naroda, ki šteje 30, 40, 50 milijonov ljudi, doma in v diaspori, je bila res, ne, o vseh drugih vemo dosti več, ne, kakor o tem. In tako da tudi to je bila neka taka, pač kot pravim, en izziv, ne, napisati knjigo bolj vtisov, ki so reflektirani, ne, ampak daleč od tega, da bi imela to kakršnekoli znanstvene pretenzije. Zaradi tega sem izbral tudi to idejo iz esejev pač. Zanimivo mi je, da si dal podnaslov Eseji o kulturi bližnje vojne. In zdaj, če probam v naslednjih vprašanjih malo zanalizirati, ne, te besede. Eseje bom zaenkrat spustil, ampak ko govoriš o kulturi, se mi zdi, da mi je malo presenetljivo, da jo omenjaš v ednini, ker se mi zdi, da skozi težiš k temu, da bi kulturo obravnaval v množini, da je več kultur vojne, tako kot nekje napišeš v knjigi, da je vojn več, ne, da je ukrajinskih vojn več, se mi zdi, da je tudi ukrajinskih kultur vojne več in tudi samih vojn v tej kulturi več. Tako da me zanima mogoče, če nam lahko razložiš to besedo kultura v podnaslovu. To je super point, ki si ga povedal. Mene je zanimalo, zaradi tega sem uporabljal dvakrat ednino, ne, kultura in vojne, ne, zaradi tega, ker je pač vojna ta nek skupni imenovalec vsega tega. Verjetno bi boljši izraz bil potem kulture, ker v teh 10 poglavjih ne, nekako grem skozi to moje doživljanje na različnih nivojih kulture, te ene in iste vojne, ki se tam dogaja, vsakdanja kultura, načini oblačenja, literatura, kakor sem jo lahko prebral, muzika, ki sem jo poslušal. Ne? Skratka, kako se ta vojna nekako vleče kapilarno skozi vse te oblike kulturne produkcije. Ne? Tako da to je ta skupni imenovalec. Da pa je, in to sem napisal, in to tudi vem iz lastnih izkušenj in iz vseh tega prebranega in poslikanega, ne? Da je v bistvu vojn toliko, kolikor je ljudi, ki so upleteni v to samo vojno. Ne? To je se pravi ta subjektivni vidik, čeprav seveda ves čas pravim, ne, in to je tudi ena izmed osnovnih osi te knjige, ne, dejansko pa je pač objektivno gledano vojna ena država je napadla drugo državo, ne, skratka tle ni nobene dileme. Kako pa vsak to doživlja, ne, in kako vsa ta področja to reflektirajo, je pa druga stvar in to sem skušal, kot pravim, s to kombinacijo induktivnega, subjektivnega od spodaj in navzgor in nekih širših premislekov zajeti v teh mojih esejih. Pa druga beseda, ki jo uporabiš, je, da nam je vojna blizu, a ne, da nam je bližnja in to jaz razumem v mnogih pomenih, ne. Seveda nam je blizu geografsko, blizu nam je tudi nekako politično, zgodovinsko, ampak čeprav si mnogi ne priznamo ali pa nočejo priznati tega, nam je kulturno tudi blizu, a ne. Je vseeno vojna dveh slovanskih etnij, je vojna dveh držav, ki sta bile tako kot na naših koncih del neke socialistične federacije. In a mi lahko več reflektiraš o teh podobnostih med balkanskimi vojnami pa vojno v Ukrajini, pa tudi mogoče o razlikah, o specifiki tamkajšnje vojne, ne? Mislim, meni vse vojne so enako blizu in enako daleč, k sreči jaz nobene vojne v življenju še nisem doživel, imam pa ogromno stikov z ljudmi, ki so jih preživeli na svoji koži, dobesedno. Ne, tle, kot pravim, tudi ne, to, kar se dogaja v Palestini, se pravi genocid nad tamkajšnjim ljudstvom, ne, je ravno tako na nek način blizu in daleč. Ne. Čeprav to, kar sem doživel v Ukrajini, je bila seveda neka druga zgodba, ker sem vsaj od daleč, nikoli nisem šel nikoli na front ali kaj takega, bil sem previdno daleč, je bilo že dovolj nekako močno, da je do te knjige potem prišlo. Če pogledamo, praviš, podobnosti, razlike z balkanskimi vojnami, ne, tle en korak nazaj treba narediti, ne, in to so me tudi spraševali, ko mi je šla ta druga knjiga Titostalgija, mimogrede sem prinesel en izvod, da si nekako jo dam okoli, da si predstavljate, kako kvalitetno knjigo so Ukrajinci naredili, tudi ta moja prva knjiga, ne, se pravi trde platnice, barvni tisk, res mislim, zelo kvalitetno
izpeljano vse skupaj. To so me ves čas spraševali. Ne? Skratka, vi ste imeli Jugoslavijo, ki je bila tudi socialistična federacija, ne? Ravno tako kot Sovjetska zveza, ne? Imeli ste ravno tako večnacionalno skupnost, ne? In kakšne so podobnosti, razlike? Ne? Sem rekel, podobnosti so seveda čisto formalne, ne? Nenazadnje je bila druga Jugoslavija narejena po sovjetskem zgledu, ampak ogromno je razlik, ki se na nek način potem reflektirajo tudi v teh vojnah, ne samo med torej Rusijo in Ukrajino, ampak tudi vsi ti tleči konflikti, ki so tam, Moldavija, Gruzija in drugje. Ne? Jugoslavija nikoli ni bila tako asimetrična, kot je bila Sovjetska zveza. Ne? Skratka, tam je bil en ogromen narod, ne, ki je na nek način preglasil vse druge manjše, celo tak velik narod, kot je ukrajinski narod, ne? Skratka 40 milijonov ljudi. V Jugoslaviji nobena etnična skupina ni imela politične in etnične dominacije, čeprav seveda nacionalisti na raznih koncih govorijo ravno nasprotno, če vprašate slovenskega, srbskega, hrvaškega in tako naprej, mi smo najbolj trpeli. Ja ne, je bila vseeno, ne, nekako uravnotežena ta Jugoslavija. Drugič, in to je bilo tudi vprašanje, ko pravim, ko sem predstavljal to knjigo, ne, in drugič, ne, kako je Jugoslavija uspela preživeti, ne, skratka, takrat, ne samo druga svetovna vojna, ampak potem tudi Stalinov pritisk leta 1948. To jih je ful zanimalo. Se pravi, mali, veliki narod, bližina, kot si je rekel, slovanska, ne, če to kaj velja, ne, jaz sem tle do tega zelo skeptičen, ampak to jih je precej zanimalo. In jaz mislim, da nekako tudi potem ta vojna dogajanja so posledica, vlečejo nekako korenine iz tega. Ne? Skratka, ne, en velik in en majhen narod, medtem ko v jugoslovanskem primeru je bila situacija dosti drugačna, je bila dosti bolj kompleksna, dosti manj čista, kot v tem konkretnem primeru. Ampak seveda ne pozabimo, da pač ta vojna je samo posledica nekih širših dogajanj, ki so se dogajale tam in tukaj v 90-ih letih. Ne? In to je čist paradigmatski obrat, ne, v neoliberalizem in etnonacionalizem. Ne? Skratka, brez tega ne moramo razumeti tudi vseh teh najbolj dramatičnih dogajanj, kot je zdaj vojna v Ukrajini. Pa bližina seveda tudi v smislu, ne, da jo gledamo na malih ekranih non-stop, ne, da so določene vojne, ki niso tako prisotne v medijih, ne, in zaradi tega se nam zdijo mogoče bolj oddaljene. Ne. Ja, mislim, nenazadnje je ogromno ukrajinskih beguncev, begunk tle. Ne. Jaz v vsakem letniku imam najmanj po eno ukrajinsko študentko, ne, ki so zelo motivirane, ne, ki so mi nenazadnje tudi pomagale pri tej knjigi, ne, tudi na Likovni akademiji predavam, ne, tudi tam sjajne študentke, ki, ne, pridejo in vejo točno, ne, da je pač to njihova možnost. Ne. In drugje, vse posod se sliši ukrajinsko, rusko, ne. Z Natašo sva bila na pici v Sovkanu, ne, pa ukrajinska natakarca, za katero nismo vedeli, da je, pa pravi, ko so se pogovarjali o Ukrajini in skratka, kaj je Ukrajina, ono tretja, ne, skratka, leta je bila tam, desetletja, ne, in šele takrat smo nekako to spoznali, ne, skratka, jih je tle ogromno. Na Univerzi v Ljubljani, če se ne motim, 200 študentk, predvsem študentk, ker pač fantov ne pustijo ali je težko, ne, skratka, tako da Univerza v Ljubljani je v tem smislu zelo benevolentna. Ne. Tako da tle so, ne, sam zavedati se tega treba. Ne. V knjigi analiziraš ukrajinsko umetnost. V tej vojni umetnosti, ne, najdeš marsikaj. Mene zanima tukaj predvsem za tiste, ki še niste brali knjige, a lahko razumemo to umetnost tudi kot neko osvobojajočo, osvobodilno umetnost, ki gre onkraj nacionalizma, etnocentrizma. A ti v tej umetnosti, ne, vemo, da se boš pol povedal, kaj je dominantno, kakšne so dominantne podobe, ampak a ti nahajaš noter nek emancipatoren, nek progresiven potencial, ne nujno, ne vem, revolucionarne teme ali pa, ne vem, razredni boj, ne, ampak mogoče kaj drugega. Mislim, jaz bi to spet nekako razširil, ne, na vsakdanje doživljanje ljudi, kot pravim, ne govorim ne ukrajinsko, ne rusko, tako da sem to preko prevajalcev, prevajalk, ne, ali pa kasneje sem določene stvari reflektiral, kar sem fotografiral. Ne. Zdaj, glavni motiv je tudi v ulični umetnosti ali pa vsakdanjem govoru, ne, je pravzaprav res pač obramba, ne, preživetje. Zelo pogosto, kar sem opazil pri ljudeh, ne, niti ne iz kakšnih močnih
nacionalnih ali pa močno političnih prepričanj, seveda tudi taka so in nenazadnje to je gorivo za vsako politično pač propagando, ampak čisto z nekaj ta eksistencialni moment se mi je zdel meni zelo močan. Skratka, čist človeški preživeti nekako in živeti naprej. In to je, ves čas so mi ponavljali eno stvar, to samo želimo živeti normalno, kar se meni zdelo pač ključno. Zdaj, kaj je to normalno, je pa neka druga zgodba. In tle mogoče pripeljem eno dimenzijo, ki je mal zapostavljena, ko govorimo danes o Ukrajini, in to je pač razredna dimenzija. Torej, Ukrajina je bila že pred vojno 2014, je imela zelo hude socialne probleme, revščina, tranzicija, ki je šla zelo narobe v vseh ozirih. Skratka, o tem se danes zaradi tega spopada se skoraj da ne govori. Za mene pa je to ravno tako nekaj pomembnega, kar bi se, in o tem so sjajno pisali, če pogledate ukrajinske literate v 90-ih letih in 2000-ih, sjajno so pač analizirali to stanje, pač tranzicije, ki slabše nekako ni mogla iti, kakor je šla tam, žal. Tako da tle še en konflikt, še ena tleča vojna, bi lahko rekli, manj dramatična, ampak ves čas prisotna, se pravi vojna bogatih proti revnim. In tle nekako opažam v vsem tem, kar sem lahko tudi v ulični umetnosti ali pa v pogovorih z ljudmi, nekako to je postavljeno na stranski tir. In če praviš razlika z jugoslovanskimi vojnami, podobnosti z jugoslovanskimi vojnami, nekaj zelo podobnega bi lahko tle rekli. Skratka, tako kot je Balašević napisal, došli so popovi, pa topovi, pa lopovi. Skratka, ni nujno, pravi Sanja Asotić, bosanska pesnica, pravi, ne nujno v tem vrstnem redu. Skratka, dajmo se tudi o lopovih pogovarjati. In predvsem o revščini, ker je res akutna. Penzije 120 evrov, plače povprečne 500 evrov, hrana je cenejša, ampak vse ostale stvari so pa cene take, kakor so po celem svetu. Skratka, ljudje preživijo, ampak se zelo tesno, zelo se zavedajo, da pač je nekaj šlo zelo narobe v tako bogati državi, kot je Ukrajina. In človeško, in po vseh virih, in po vseh po razvitosti. Ja, eno podvprašanje, ki se mi klepal samo od sebe postavil, hočeš reči, da v Ukrajini težko najdemo nekega duha ukrajinskega Feral Tribuna, neko to svobodno novinarsko, književniško strujo, ki ne secira samo kršitve človekovih pravic nasprotnika, ampak tudi naše, tudi pač gleda na vojno mogoče bolj kompleksno kot neko orodje kapitala in tako naprej. A misliš, da taka malo bolj radikalna kritika, interna, samokritika še ne obstaja, bo prišla post festum? To sem se spraševal in sem tudi spraševal ljudi. Skratka, a je ta samorefleksija, tudi skozi neko ironijo, tudi zaradi vsega tega, kar se je dogajalo v nekdanji Jugoslaviji, z vsem tem ešalonom pač družbenih kritikov, ki so po večini potem itak zbežali iz teh postjugoslovanskih republik, skratka nek Feral Tribune, niso mi znali odgovoriti, niso mi rekli, da bi to obstajalo, ampak spet dajmo se vrniti na tisto prejšnjo zgodbo. Skratka, Jugoslavija je, če pogledamo, vseeno v tem smislu bila neka referenca, neka konkretna utopija, na katero se velja referirati. Skratka, modernizacija, emancipacija žensk, emancipacija etničnih skupin raznoraznih. Skratka, je bil nek pozitivni potencial. Ni bilo ene velike sestre ali pa brata, ki bi vse dominiral. V sovjetskem primeru ni te reference od zadaj. Tako da mnoge kritike, ki niso jugonostalgične, mnoge nacionalistične kritike v post-Jugoslaviji, ki niso jugonostalgične, kako je bilo lepo takrat, v smislu prettifying the past, ampak ravno nasprotno, pač, ki so videli ta emancipatorni potencial, skratka, emancipacijo, kot pravim, modernizacijo, multikulturalizem, spet nekaj, kar je bilo potem popolnoma povoženo. Tako da nekako sem jih spraševal, obstajajo Feral Tribuni, obstajajo Budni, obstajajo Drakoličke, obstajajo Ugrešičke in tako naprej. Se pravi, ves ta ešalon, obstaja Beograjski krog, kakor je. In tle mi nekako niso znali, niso hoteli, niso vedeli, in to me, kot pravim, ravno zaradi teh jezikovnih omejitev, mi je malo težko to povrtati.
Koliko so pa ex-ju kulturni produkti, kaj reference v Ukrajini? A veš, ne vem, a poznajo Bijelo dugme? Verjetno nekateri poznajo Žižka, si predstavljam. Žižka, pa Dončića, pa Melanijo, pa to. Ne? Bolj, ko sem bil na Poljskem, tam je bila ta obsesija z Jugoslavijo, do Vegete je šlo. Ne? Poljaki so delili Vegeto tudi in potem so jih tožili Podravka, ne vem, ko se je to rešilo. Ne? Skratka, tam so poznali, res tam so tudi snemali, so imeli cele kompilacije plošč, ne, ki so jugoslovanskih bendov, ki so jih peli v Poljščini. Nazadnje je tudi Azra imela, ne, pač Poljska v mojem srcu, ne, takrat leta 1980. Ne. Skratka, je bila ta vez nekako. Ne. Pri Čehih ravno tako, kakor poznam. Ne. Za Bolgare, Romune, itak, kar mi pravijo, ne, bila Jugoslavija okno na zahod. Ne. Težko bi rekel, ne, ampak kar sem se pogovarjal, ne, je bilo tlo, parkrat so me celo zamenjali Slovenija, Slovakija, ko so me predstavljali na univerzah, to itak mi ni noben problem, ne, ampak ne da bi rekel, tle je bilo, vseeno je bila, ne, ta sovjetski sistem je bil vseeno toliko daleč in toliko trden, ne, da nekako ni prepoznal. Jaz, da bi poznal koga, ker bi bil posebej navdušen nad jugoslovanskim rokom ali pa ne, nisem spoznal. Pa še to mogoče bi omenil, prej, ko smo se pogovarjali, to sem pozabil povedati. Ne. Zelo malo je ko sem recimo iskal v knjigarnah, ne, da bi si kupil kakšno knjigo v jezikih ukrajinskih avtorjev v tujih jezikih, je tega skoraj ni, ne, zelo malo. Tu tam na Hreščatiku, ta največja knjigarna njihova, sem rekel, bom kupil nekaj najnovejših avtorjev, ne, tako da ne, zelo je, malo je prevajanja v tuje jezike, jaz sem iskal v teh, ker jih, ne, to je bilo zelo malo, ne, tako da tle je ena taka zaprtost tudi bi lahko rekel, ki je razumljiva po eni strani, po drugi strani pa, če pogledamo tudi tako majhne književnosti oziroma kulture, kot so naše balkanske, ne, pač vidimo, da tle je ziher se fajn stvari delajo, tiste, ker sem, recimo spoznal sem se z eno pesnico iz Donecka, Ija Kiva se imenuje, najprej pisala v ruščini, zdaj piše v ukrajinščini, ne, kar sem uspel prebrati njeno, in tudi jo citiram v knjigi, kar sem uspel prebrati, kar je bilo prevedeno v angleščini, je res sjajna poezija, ne, pa še par drugih avtoric in avtorjev. Ne. Ampak to najdete na spletu, ne, zelo rad pasivno, malo sem še fetišista, rad prinesem knjigce domov, ne, pa počem počrtujem. Ne. Zelo malo, supljivo malo za tako velik narod. Si omenil učenje ukrajinščine v Ukrajini, a ne, to je nek tak zanimiv paradoks, ne, ki mogoče z balkanskih vojn poznamo tudi, ne, osamosvajanje določenih etničnih jezikov, ne, ki mogoče na prvi pogled zvenijo kot isti jezik, a ne. Se vem, da si rekel, da ne znaš ukrajinsko, a ne, ampak kako si ti to zaznal, a ne, ta nek patriotizem skozi novo učenje svojega jezika? Ne? Ja, tle, spet kot pravim, z vsemi temi ljudmi, ki sem se pogovarjal, še tako, ne, pač ljudje so me kar sprejeli, moram reči, ne, tle, mogoče, ker imam pač tak neinvaziven karakter, ljudje so mi pač nek sem tujec in sem prišel in bom kmalu šel in nekaj razumem, večino pa ne, skratka, so se mi ljudje, tudi ko sem delal druge raziskave, kaj pa vem, s temi football fans, ne, pač nekako te sprejmejo na tem na človeški bazi, na človeški osnovi in so mi povedali, ne, skratka, imate ukrajinske ljudi, ki so pro-ukrajinsko usmerjeni, ampak govorijo med sabo rusko v različnih delih, ne, skratka, vzhod-zahod je velika razlika. Imate kombinacije, ne, skratka, ruščine, ukrajinščine, imate na zdaj zasedenih ozemljih, imate Ukrajince, ki želijo stati tam, ne, skratka, niso to tako, kot gledamo oddaleč, se nam zdi vse jasno, ne, skratka, črno-bela slika, ne, ampak bolj, ko greš, nekako vidiš vse te osebne zgodbe, ki so veliko bolj kompleksne in daleč od tega, kar nekako dobivamo filtrirano skozi tiskovne agencije. Ravno Piska spremne besede za mojo prvo knjigo, to o grafitih, ne, je Ukrajinka, ukrajinskega rodu, ukrajinščino je govorila, to je punca pri, ne vem, 35 letih, 40 letih, ne. Starše ima pa v zasedenih ozemljih, ki nočejo tam, ne. Skratka, neka družinska drama od nebrojo teh, kar smo jih poslušali in videli v nekdanji Jugoslaviji, ne. Skratka, da se, in zaradi tega pač pravim, ne, to sem dal en tak
v Novostih, srbskem časopisu na Hrvaškem, ne, pač so naslovili moj intervju z, pač ne gre za etnični konflikt, ne, tudi na Balkanu ni šlo za etnični konflikt, ampak posledico divjanja neoliberalne ideologije. Ne gre za, ne, ni konflikt med dvema narodama, gre med dvema političnima usmeritvama, ne, in to je treba močno ločiti. Ne. A nam lahko bolj pojasniš? Primeri so, ne vem, so mi povedali kolegice, ki imajo majhne otroke, ne, ki so celo življenje govorile rusko, imajo se za Ukrajince, so tudi za ukrajinsko stvar, če lahko tako rečem, ampak se učijo rusko, se učijo ukrajinsko, se opravičujem, tudi preko svojih otrok, ki, ne, zdaj hodijo v ukrajinske šole, do zdaj ta problem ni bil, ne, z vsemi temi, kot sem rekel, ne, vprašanji dominacije, ne, marginalizacije, več vrednosti, manj vrednosti, notranjega kolonializma, jaz vse to razumem, ne, s tem se ukvarjam, ne, ampak ko pride to na nek osebni nivo, ne, so pa stvari zelo tako, kot pravim, ne, fine, na katerem nivoju se kdo kaj uči, ne. Mnogi so mi rekli, tudi iz mnogih akademskih krogov, učimo se zdaj ne samo tuje jezike, zahodne jezike, angleščino in tako naprej, ampak se učimo tudi ukrajinščino, ki je pač državni jezik. Ne. Tako da spet, kot pravim, ne, tle je zelo oddaleč, je vse jasno, bolj ko prideš blizu, ne, in bolj ko te ljudje ne nazadnje spustijo blizu, ne, postanejo stvari zamegljene. Ne. Čeprav se pravim, ne, treba to ves čas imati v nekem širšem kontekstu, zato pa smo sociologi. Ne. Ja. Mogoče, ko govorijo o tej kompleksnosti identitete in kaj sestavlja identiteto, ne, zelo kontroverzna tema je neonacizem v Ukrajini. Ne. Vemo, da Kremelj obtožuje Ukrajino že vsaj od leta 2014 naprej, da je leglo neonacistov. Kako to zgleda na grafiti sceni? Ne? Kako to na zidovih zgleda? Kako ti neonacizem vidiš v Ukrajini kot nek tujec, ki pride tja? A je zdaj Ukrajina bolj neofašistična kot Rusija, a je bolj neofašistična konec koncev kot Slovenija? Kaj si videl tam? Mislim, najprej, kaj sem videl na inauguraciji ameriškega predsednika, ne, skratka, ne, to pove vse, ne. V tistem času, ko sem bil tretjič v Ukrajini, junija lani, ste imeli tle v Ljubljani neonacistični shod, ne, paradirali so od Prešernovega trga in ustrahovali domačine, tujce in tako naprej, ne, tako da, ne, ne dvigne prvi kamen tisti, ne, ki obtožuje druge o neonacizmu, ne, a veste. Neonacizem je vse povsod, imamo ga v naši sosedstvi, kako pravijo na Primorskem, Roberti Meloni, Benita Meloni, ne, skratka postfašistična stranka, ki se nikoli ni odrekla vsej tej tradiciji. V Avstriji je zmagala skrajna desnica, zadnje volitve v Nemčiji in tako naprej. Ne. Skratka, bodimo pametni, ne, dajmo malo pogledati, da je to nek širši trend, ki se z vsem tem divjim populizmom in vsem temi digitalnimi platformami, ne, ki se samo nekako dviguje. Ne. Tako da ti me vprašaš, koliko sem videl tega v ulični kulturi, toliko, kot vse povsod drugod po svetu. Ne. Imate neonaciste kjerkoli, kamorkoli. Zdaj sem bil 2 tedna v Združenih državah Amerike, tam imate tudi white power simbole, znake in tako naprej. Ne. Tako da seveda sem bil posebej pozoren tudi na to, ne, ampak da bi pa rekel, ne, skratka, in to je bila tudi zelo pogosta trditev pač kritikov pomoči Ukrajini, ne, skratka, da gre za neko neonacistično državo, kar je pravzaprav ena zelo, padeš na nek zelo poceni propagandni trik. Ne. Skratka, dajmo si malo širše, ne, te stvari zastaviti, pa bomo videli, da ni lih tako enostavno, kakor zgleda. Ne. Tako da ne moči tisti o drugih fašizmih, ki ga pri sebi ne prepoznava. Zdaj bom malo preskočil, zaradi tega, ker res nočem, da prehitro mine čas in te hočem vprašati o ženskah podobah. Ne. Kako so ženske upodobljene v Ukrajini? To me predvsem zanima, zaradi tega, ker na naslovki knjige je ženska, noter v knjigi veliko tudi to obravnavaš. Se pravi, recimo v Sloveniji vidimo, ne, da gojimo nek tak majhen kult, ne, teh, bom rekel, hrabrih žensk iz vojnih časov, ne, zdravnice med drugo svetovno vojno, narodne herojke. Ampak, če greš gledati televizijo, veselice, bolj ta mainstream, ne, je pa bolj kult neke slovenske mame, ne, matere, kult Device Marije pa tako naprej. Ne. Kaj pa v Ukrajini? Kaj te podobe žensk govorijo? Ne?
To je spet ogromna tema, super, da si odprl. Mislim, to, kar sem rekel, kako vojna pronica pravzaprav vse človekove dejavnosti, vse, evo, hotel sem vnučki kupiti eno igračko tam iz Ukrajine, pa je bilo res ogromno igrač, ki je bilo na vojno temo, ogromno slikanic, skratka, to je vse posod prisotno, v načinu oblačenja, v tetovažah, zelo, zelo zanimivo, v t-shirtih, kar je spet ena tema, kar bi jo bilo fino raziskati. Tako da tudi to, o čemer razpravim, feminizacija vojne, skratka, kako so prikazane ženske v čist vseh možnih vlogah, ki jih imajo od nekih zelo tradicionalnih, skratka v tradicionalnih ali pa v narekovajih ali pa brez narekovajev oblačilih, do nekih vojnih podob, skratka vse posod je prisotno, do nekih bolj, recimo temu, intimnih, kot je ta na naslovnici, tako da je, ves čas je torej tudi ta ženski lik pandan vsemu temu, kar se zdaj dogaja, tako da tle ni, kot pravim, vsaka izmed družbenih dejavnosti, vsaka izmed družbenih podob, vsaka izmed kulturnih specifičnosti je dobila ta žal, vojn po smodniku, vojn po vojni. Tako da tle jaz, kot pravim, nisem specialist, ne morem to primerjati, jaz bi lahko kaj povedal o neopatriarhalizmu in novih podobah ženskosti drugot v postsocializmu, se pravi po 90-ih letih. Tle bi se nekako ognil tej zgodovinski primerjavi, zdaj pa kar vidim nek preres vsega tega, kar se danes dogaja, od delavk do, kot pravim, bojevnic, če hočete. Nekaj se mi zdi res fascinantno in drzno, kar v knjigi narediš, in sicer, da namiguješ na to, da je ukrajinski boj za svobodo nekako podoben, da je mogoče v tvoji percepciji te spomne na NOB, na narodno-osvobodilno borbo, in kje tukaj vidiš podobnosti? Očitno je, tisti, ki niste brali knjige, očitno je, da se ti v tej vojni postaviš na eno stran, očitno je, da pa to stran tudi kritiziraš, ampak zelo dobro razumeš, saj trudiš se nam pojasniti zelo dobro to njihovo pozicijo, zakaj je smiselno braniti to svobodo, zakaj je smiselno braniti Ukrajino, in potem navedeš primere svojih sorodnikov, svojih profesorjev, Jugoslovanov na splošno, ki se v nekem trenutku v drugi svetovni vojni odločijo, da se bojo z orožjem borili proti fašizmu. In vse lepo in prav in super, in zelo kristalno jasno zgleda, dobro proti zlu in tako naprej, in citiraš tovarišijo od Kozbeka. Ampak jaz zmeraj, ko to pol berem, pomislim na drugo knjigo od Kozbeka, pomislim na 4 partizanske novele, Pogum in kazen, in se začnem spraševati, kaj pa dileme, a je res tako kristalno jasno, kaj pa moralni zadržki, a je sama obrambna vojna res zmeraj sem vojna dobrega proti zlu, kaj pa zločini proti človeštvu. Skratka, ta del knjige je meni en izmed najbolj zanimivih, in bi bil ful vesel, če z občinstvom malo več deliš, kako to argumentiraš, kako ti to vidiš, kako te odločitve težke pred temi zgodovinskimi velikimi dogodki, kako jih senzibiliziraš nekako v tej knjigi. Mislim, podobnosti so, opozarjam pa v knjigi tudi temeljne razlike, kot pravim, to, kar je bilo pač partizanščina, narodno-osvobodilni boj, je bil tudi razredni boj, in je bil nekako iniciiran od spodaj navzgor. Dejansko je šlo za neko idejo pospešene reforme, ki jo ni dala ne Avstrija, ne prva Jugoslavija, še manj pa fašistična Italija, skratka res lahko zgubimo samo svoje okove, če parafraziram Marksa, in to, kar je bilo tudi eno izmed teh, predstavni so bili dobri v oblikovanju teh gesel, ni povratka na staro, skratka ne gremo mi nazaj, ampak gremo samo naprej, in to je bil nek zelo velik motiv, zaradi tega so partizani, če mene vprašate, tudi zmagali v ideološkem in tudi pač političnem boju in tudi vojaškem, skratka, ker so gledali naprej, tako da to je ta velika razlika. Partizanstvo je bilo, ne glede na to, kar zdaj vse poslušamo, koliko je bila to kominternovska zarota, skratka je bilo bottom up, ljudje tudi lahko pač čisto osebna pričevanja, kar sem govoril, kar sem slišal, so hoteli živeti boljše, hoteli so postati delavci, ne rocket scientists. Skratka, želeli so hitro modernizacijo.
Tako da tle je neka ta temeljna razlika. Ne. Tam je vseeno odpor voden z nekega centra, z neko državno pomočjo, z mednarodno pomočjo, tudi vidimo zdaj, da ni lih ta tako močna, kot se je zdela, ampak predvsem je to nek državni projekt, ne. Medtem ko je bila partizanščina bottom up, ne. Medtem ko ta etnični, kulturni moment, ne, je pa seveda prisoten v obeh primerih, neka samoobramba. To, kar si mi pa rekel, kako ljudje to doživljajo, oziroma kako sem jaz preko njih to doživljal, ne. Spet kot pravim, ravno zaradi tega, ker pač sem bil nek neboleč tujec, so mi zaupali marsikaj od tistih, ki so samo na nek način govorili zelo v kontekstu tega, kar se sicer že govori, ne, skratka, do drugih, ki so bili zadržani, ki so govorili predvsem o miru, do tretjih, ne, ki so mi rekli, do tega je vodilo par napačnih odločitev. Ne. Jaz te seveda se nisem, ne, kot poslušalec, ne, jaz imam 2 ušesi pa 1 usta in je to fajn, skratka, bolj poslušam, kakor govorim. Sem sam poslušal tudi te argumente, ne, skratka, od nekih skrajnih na eni strani, ne, mi bomo pičili, zmagali bomo in tako naprej, do drugih, ne, mater je bilo par stvari narejenih narobe in tako naprej. Skratka, jaz sem vse to poslušal, ker in nekako sem iz tega skušal ustvariti to sliko, ki je daleč od tega, da je tako homogena oziroma tako črno-bela, kot si pač rekel na samem začetku. Ne. Dajmo se res tega braniti, ne, teh poenostavljenih interpretacij. Vem, da vse to, kar sem rekel in za in proti in ne, mir za vsako ceno ali pa mir naj bo pravičen, ima neskončno argumentov za, ne, in še več neskončno argumentov proti, ne, in tudi o tem lahko bo verjetno stekla diskusija. Ne. Skratka, jaz sem samo hotel povedati, ne, don't kill the messenger, ne, jaz sem skušal sam pokazati v tej knjigi na vso to raznolikost teh perspektiv. Ne. In se je dogajalo to, kot pravim, ne, ko smo bili v nekem takem varnem okolju, ne, se je dogajalo, zdaj se mi je to prvič zgodilo tudi v Ameriki, ne, da ko sem se pogovarjal z mojimi kolegi tam, ne, da ko je prišlo do kakšne kočljive teme, so tako malo pogledali, ne, a veste, ne, čez rame, ne, in tudi seveda, ne, v post-Jugoslaviji takrat v 90-ih ali pa zdaj v Ukrajini, ne, ko je bila pač res fajn občutek, ne, miren občutek, ne, takrat so se ljudje res razgovorili, ne, in pokazali dosti bolj kompleksno sliko od te, ki jo vidimo od daleč. A si spoznal ljudi v Ukrajini, ki ki odstopajo od ene take dominantne etno-patriarhalne identitete, a ne, ki pač mogoče so mirovniki, LGBTQ osebe, ne vem. A si prišel v stik s takimi ljudmi in kaj so v bistvu njihove strategije preživetja? Še ena huda tema. Ne. Zdaj, kot pravim, glavna preokupacija vseh teh diskusij je bil vojna in mir. Ne. Vojna ali mir, vojna, skratka, ali bo mir, neka nova vojna, ne, kar se dogaja zdaj v Bosni in Hercegovini, se vidimo, se je v bistvu situacija, sam streljajo se, ne, drugo je pač vse isto. Tako da tle je še vedno vojna glavna preokupacija. Ne. Jaz sem te stvari, kot pravim, kar sem skušal skozi te diskusije, skozi te pogovore, ki sem jih imel nekako, ali pa tudi vprašanja, ki sem jih imel v teh javnih nastopih, predvsem pa skozi to ulično kulturo, ne, me to zanimalo, ker pač to je nek lakmusov papir, neke situacije v družbi. Tam je res 99% grafitov je vezanih na vojno, ne? Raznoraznih, ne? Eni, ki so bolj militantni, drugi, ki so pacifistični, tretji, ki so izkazujejo ponos ukrajinski, tretji, skratka, to je vojna, ne? Skratka, LGTB, niti nogometnih navijačev, ki sicer vse povsod krasijo, v narekovajih, ulice evropskih mest, tega ni bilo, ne? Feminističnih ravno tako, ne? Na socialne krivice je kazal ravno sta kazala samo dva velika stensila, neki ubiti novinarki, Katarini Handziuk se imenuje, popravite me, če se motim, ki je bila ubita ker je razkrivala korupcijo v enem izmed vzhodnoukrajinskih mest. Skratka, ona je bila ubita ampak to je bila edina referenca, kot pravim, ne, na ta razredni, če hočete, vidik, na vse te druge krivice, ki so razen vojne. Drugače je tle bila ulična govorica, je bila zelo enostranska, zelo vezana na vojno, ne. Tako da vse te, veste, vse ostalo, kar se zdaj dogaja, ne, je v tako globoki senci, ne, v tako
tako globoki temi do tega nisem, kot pravim, ne, verjetno dlje časa, pa druge ljudi, pa tudi pač zaradi jezika, ne, nekako nisem mogel prodreti do tega. Me pa to ves čas tudi zanimalo, ne, ampak ne, glavna preokupacija tudi v pogovorih, diskusijah je bila to vojna, vojna, vojna. Okay. Praviš, da nisi imel pretenzije, da bi pisal znanstveno knjigo, rekel si, da so eseji, ne, zelo taka subjektivna. Mene zelo zanimiv, a ne, tebe, ki si zelo raznolik, ne, se pravi dojemati, po eni strani si profesor, ne, raziskovalec, pišeš resne znanstvene študije, bom rekel, ne, ampak po drugi strani zdaj napišeš eseje. Kako zdaj v tem času, ko mu rečemo čas post resnice, a ne, kako ti gledaš na to svojo pristranskost ali pa nepristranskost, ne, to, kar se kaže v tvojem pisanju kot nekaj subjektivnega, ne? Praviš, da raziskuješ od spodaj, si kot nek tak ulični flaner, si v bistvu etnograf, neka fotkaš, pa hodaš, pa spoznavaš ljudi, ne? In a se ti zdi, da je možno, ne, da je ta tvoj pristop pol že taka subjektivizacija resnice, a ne, da jo že izkrivljaš na ta način, veš, kaj hočem reči? Ja, ne, mislim, se naša počet, mislim, karkoli objektivnega ne obstaja, ne, zato so se ljudje zmislili Boga, pa naravo, pa pa ne vem kaj vse, da nekako odtujijo, ne, skratka, in da govorijo o svoji subjektivnosti na nek objektiven način, ne, kar seveda ne drži. Ne. Seveda, ne, torej mene je, kot pravim, jaz sem nekako skoraj da po naključju prišel do te zgodbe, ne, in so me pač zabolele te krivice. Ne, ravno berem in bi lahko en citat prebral iz Bataja, ne, ki v tej knjigi Krasni nebesna modrina, ki vam zelo, zelo priporočam, ki govori točno o tem, ne, pač pride do neke tesnobe, pride do nekih zelo močnih občutkov, ne, in pač nekaj moraš z tega narediti. Ne. In kot pravim, nisem imel sploh namena pisati te knjige, ne, esejev nikoli nisem pisal v Lifeu, ne, potem pa nekako sem rekel, vseeno pa bi bilo fino dati vse te moje koščke skupaj v neko smiselno celoto, tudi zaradi takrat tvoje spodbude tebe in tvojega psa, ne, tako da hvala obema, takrat pa si je veselo skakal ta čas, ko je Grega to rekel, skratka, je bilo zelo veselo. Tako da ja, jaz se tega pač ne branim, ne, to je moje osebno doživljanje, ki ga skušam reflektirati, ne, tudi moja drža znotraj, pravim, kritična naklonjenost, ne, skratka, sem na strani napadenih, ne, ampak na drugi strani, ne, pa tudi skušam iz neke svoje intelektualne in tudi pač osebne higiene, ne, pokazati na stvari, ki se mi zdijo problematične. Ne. Ampak ti ne rečejo študenti, ja, profesor, to je pa tako pristransko. Če je pristransko, da izpostavljaš krivice, da izpostavljaš vse stvari, ki se dogajajo, o katerih vsi drugi molčijo, ne, ja, sem guilty as charged, ne, skratka, sem kriv tega, ne. Tako da, sej, če pogledamo, vsa najbolj progresivna znanost 20. stoletja se je izhajala iz nekih družbenih bojev, ne. Se feminizem nikoli ni bil samo gola znanost, ampak je bil ves čas tudi politični boj, se balkanske študije, sej to ne gre samo, to ni area studies, danes dopoldan sem govoril, to sem malo slab klasman. Ampak je imela tudi ta emancipatorni potencial, ne, a veste, ne, gay lesbian studies, ne, vse to, skratka, vse je imelo nek emancipatorni položaj, postcolonial studies, ne, a veste, afroameriške študije, ne, skratka, vse ima orientalizem, ne, vse ima nek emancipatorni potencial, če znanost ni emancipatorna, potem je pač del tega problema, ne, proti katerem se razne emancipatorna gibanja in skupine borijo, ne, tako da znanost je tle lahko sokriva, lahko pa ponudi neko, a veste, ne, malo bolj fundirano kritiko tega, kar obstaja mimo vse te kakofonije glasov, ki jih danes iz raznoraznih medijev slišimo. Ne. Tudi zaradi tega sem izbral pač ta medij, eseji, ki se lažje berejo, ne, da pač vseeno populariziram neko temo, ki me je takrat zelo, zelo pač zadela. Ne. Tako da evo, jaz, ko sem bil v Ukrajini, nisem spal po noči, ne samo zaradi nenehnih alarmov in nenehnih pač prebujanj, ampak tudi zaradi, ne, procesiranja vseh teh vtisov raznoraznih, ne, ki so se mi takrat dogajali. Nekateri so bili res srhljivi, ne, še zdaj sam spomnim se, mi grejo nekako dlake po koncu. Ne. Kaj šele, če bi doživel samo vojno, kot jo ti ljudje tam doživljajo. Če si lahko dovolim eno osebno vprašanje, zaradi te metode, ki jo uporabljaš, srečaš ful ljudi in z mnogimi od njih verjetno rataš dober prijatelj. In zdaj v Ukrajini imaš tudi kolege, ne, nove prijateljice, nove kolege.
to mora biti zelo težko verjetno zdaj zate, a ne, ti si v stiku z njimi, verjetno, a ne, mi si sploh ne moramo predstavljati, nekateri si seveda lahko, no, ampak ti ne moreš kar poklicati pa reči, Živo, kako si, kva dogaja, si videl nov video, ne vem, Metalike, ne, ampak je neki več tam, ne. Ful je oblak, tudi zdaj v zadnjih dneh, kar se dogaja, ne, skratka, evo, ne, tudi drugi imperializem je pokazal svoje zobe. Dnevno predvčerajšnjim sem bil 4 na vezi, včeraj z 2, danes tudi z 2, ker sem pač predaval, sesuti so, poklapani so, ne, veste, ne, skratka, upanje je zelo varljiva stvar, tudi zaradi tega je na dnu Pandorine skrinjice vedno, ne, skratka, neka zelo varljiva stvar, ne, in evo, isto kot so mi pravili moji Bosanci, v času vojne je bilo še neko upanje, ne, veste, ne, potem mir, če bo tak mir, kot se zdaj predstavlja, skratka, ne, bo še dosti hujše, skratka, se bo samo, evo, da obrnem Klausovica, se bo vojna nadaljevala na druge načine, ne, veste, socialne krivice, izkoriščanje, ne, beg možganov, kar se že zdaj dogaja, ne, skratka, a je to neka prihodnost, ki si jo želimo, ne, to jih skrbi in kakor si rekel, jaz ne moram, žal, Živo, kako si tle megla, kakšno, skratka, ful je težko, ne, in imam res knedelj na prstih, ko jim pišem, ne. Ampak, ne, kot pravim, s nekaterimi sem se spoprijateljil, z drugimi sem znanec ali pa dober znanec ali pa kakorkoli to imenujemo, smo na stalni vezi, ne, ampak vidim, ne, da v zadnjih 10 dneh, ne, se je to popolnoma obrnilo za 180 stopinj. Totalna demoralizacija, ne, skratka, res pa ljudje, ki so bili še, kot pravim, ne, pred 2 letoma, ko smo se prvič srečali, letom pa pol, ki so bili nekako polni optimizma, ali nekega, če hočete, ne, pač čist političnega, ali pa čist osebnega, bomo zmogli, ne, se bomo vrnili v neko normalnost, ne, kakšna bo ta normalnost, ne. In to je tudi eno izmed vprašanj, ki so me dostikrat spraševali pač tam, ne, kaj mislite, kako bo potem, ne, zdaj, jaz sem kulturolog, ne, mi gledamo svet, od spodaj na zgor, mi smo žabe v bistvu, ne gledamo. Nisem geopolitični, vojaški, ne vem kakšen analitik, ne, skratka, nimam mnenja o tem, ne. Vem pa, da se zna vojna odvijati na različne načine, če ne pride do neke pač korenite spremembe, ne. Evo, poglejmo, kakšna je situacija v Bosni, na Kosovo in tako naprej, ne. Ta vojna traja samo na druge načine, ne. In če to njih čaka, mi je grozno sam pomisliti, ne, kako mora biti šele pri njih, ne, ko to dojamejo, ne, pač grožno še leto preživeti, ne. Ja, zdaj se pogovarjamo že 45 minut. Jaz imam sicer še veliko vprašanj, ker od viška glava ne boli, pravijo, ne, ampak bom probal sem še eno vprašanje malo navezati na Slovenijo, pa bomo pol še dali v publiko možnost, da kaj vprašajo, če pa ne bo nobenih vprašanj v publiki, bom pa še kaj vprašal. Ti analiziraš tudi grafite na temo Ukrajine in Rusije v drugih državah. Zanima me, če v Sloveniji opažaš te grafite, sigurno njih, saj sem jih jaz tudi že videl, kako analiziraš te slovenske grafite, a ne? Drugače rekel, a obstaja slovenska grafitarska kultura v času vojne v Ukrajini, a ne? A je nekaj v Sloveniji, kar nam lahko nekaj pove o naši kulturi skozi grafitiranje o Ukrajini? Itak, ne, vse posod, kar sem v teh 3 letih, odkar se je začela ta druga faza vojne, ne, mislim, že prej so bili, ampak zdaj se je to namnožilo, kakor vse posod drugod po Evropi, ne, zelo zanimivo, tudi pač, ko sem bil v nekaj ameriških mestih, zdaj v teh zadnjih letih, ne, tudi izrazito proukrajinski grafiti, ne, ampak dosti več pa je grafitov in tle se mi zdi, da je pač tudi zaradi politične klime, ne, je tle dosti bolj jasno, ne, dosti več je pač propalestinskih grafitov, ne, posod po Evropi in tudi v Sloveniji. Skratka, prednjačijo, čeprav so seveda nekateri tudi proukrajinski, nekaj tudi proruskih, pa imate potem te Putin vrži že to bombo, je nekdo napisal, ne, in drugi je potem dodal Rasputin vrži že te bombone, ne, skratka, ste imeli ta pač cross-out war tam, ne. Medtem ko zelo zanimivo, ne, ko sem bil zdaj nedavno v Filadelfiji in New Yorku, ne, tam pa v Ukrajini seveda so prisotni proukrajinski grafiti, ne, večinoma, če
tisti, ki reflektirajo sedanje dogajanja, torej Sirija itak, to je čist out, ne, Jemen sploh ne obstaja, ne, drugih žarišč sploh ni, ne, so pa precej proizraelski, ne. Zelo malo je bilo propalestinskih, ne, na prste ene roke sem jih lahko v New Yorku, pa sem dosti bluzil okoli, ne. Medtem ko je ogromno pač proizraelskih, ne. Proizraelskih v Evropi in v Sloveniji praktično nisem videl, ne. Tako da tle se pozna neka klima, ki je potem tudi nekako širša družbena klima, ne. Tle Slovenija kljub vsem zadržkom nekaterih, ne, je še vedno, ne, pač ne, v tem konfliktu v Ukrajini, ne, je jasno na neki strani. To se reflektira tudi v samih grafitih, ne, kot je glede Palestine tudi na eni strani. Vsaj, mislim, zdaj zelo generaliziram, ne, lahko se tudi o tem pogovarjamo, vse te razlike, ne, ampak tako splošno rečeno. Ok, hvala. A bi imel kdo iz publike kakšno vprašanje? Siguren se bo najdel kakšen junak. Do takrat pa mogoče je še eno vprašanje. Mitja je zelo zanimiv človek, zaradi tega, ker je en izmed redkih ljudi na tem planetu, ki nima socialnih omrežij. In mi živimo v času nekega vulgarnega populizma, ne, kjer Twitter in Facebook v bistvu spodbujata neko zelo neotesano govorico, neko polarizacijo, neko žaljenje vse poprek, ne. In se mi zdi to čisti kontrast s tem, na kakšen način Mitja deluje in komunicira, ne. Tako da te bom vprašal, saj vem, da je očitno, ampak zakaj se izogibaš socialnim omrežjem? Kolega, jaz sem se tudi mobilni telefon imam zadnjih 12 let, ne, in potem je en kolega rekel, ti si tak snob, ne, skratka. Saj tako evo, Putin tudi ni na internetu sploh, ne, ja, evo, snob totalni. Ne vem, jaz mislim, da dobim v teh drugih medijih, dobim dovolj informacij, ne, glede tega sem zelo previden. Maile, to mi lahko potrdite vsi tisti, s katerimi sem na mailu, odgovarjam takoj, ne, in ne rabim še dodatnih virov zasipanja z informacijami, raje jih sam poiščem, ne. Ne bi odprl te diskusije prednosti, slabosti pač digitalnih medijev, jaz mislim, da dokler lahko peljem in dobivam dovolj informacij na druge načine, tega ne potrebujem. Vem pa, da ogromno izgubljam, ne, tudi če se vam lotil, zdaj smo dobili pač nek projekt, ki se imenuje Mempop, ne, se pravi, kako se v popularni kulturi, v glasbi, v filmih, v reklamah, v načinu oblačenja, kako se preteklost konstruira, ne, veste, kako so, skratka, ne, študije spomina skozi popularno kulturo, ne. In moja ideja je, da bi pač prišel v kontakt z mnogimi avtorji teh ogromnih muralov v Ukrajini, ki ponavadi pustijo pač svoj priimek, ime, svoj pač tag tam, ne, skratka, da jih lahko kontaktiraš. Tako da verjetno se bom mogel iz tega stališča spraviti na Instagram zgolj z razlogom, da pač dobim od njih direktne informacije, ne. Tako da pač ne pogrešam tega, kot se marsičesa ne pogrešam. Vozim star Peugeot, recimo, sem čist happy s tem, ne. Skratka, evo, če je to metaforičen odgovor, zakaj nisem na Facebooku. V vabilu sem razumel, da smo povabljeni na 3. obletnico vojne. Kolikor se jaz spomnim, se je vojna začela leta 2014 in je leta 2022 trajala že 8 let, 150,000 vojakov v rovih, v 3 rotacijah letnih, pa 10,000 mrtvih je bilo. Mene zanima, a obstaja kakšna interpretacija, zakaj je prišlo do pozabe, da je bil Krim zaseden leta 2014, pa Donbas, pa da je bila leta 2014 ena še kar spektakularna bitka za Mariupol. Kako je prišlo do tega? Kakšen je mehanizem, v katerem se je to zgodilo? Tako da zdaj je interpretacija, ki je najbolj popularna, da so leta 2022, da je vojno začel Zelenski in da se Rusi branijo, ne. Me zanima, ampak zanima me akademski odgovor, ker druge si znam tudi sam zmisliti, ampak kako nastane taka podoba nečesa, kar spremljamo lahko ves čas?
Super, hvala. Mislim, jaz v knjigi točno pišem, ne, skratka, nikoli vojna se ni začela 22. leta, vojna se je začela že leta 14, ne. Ampak pol se spomnim tistega prizora, ko je prišel Chamberlain iz Münchenske konference leta 38, ki je mahal na tem letališču, ne. In takrat mu je opozicijski lider Churchill, do katerega imam zelo slabo mnenje, ampak kakorkoli, takrat je rekel, imeli ste možnost izbirati med vojno in sramoto, izbrali ste sramoto, dobili boste vojno, ne. In leta 14, ne, mislim, da je bila ni čist taka situacija, kakor je bila v Münchnu leta 38. Ne. Skratka, politika appeasementa, ne, skratka, ne bomo se ukvarjali s tem, ne nazadnje je bilo nogometno prvenstvo, potem naslednje leto, vsi ostali stiki, gospodarski, večina političnih, ne, športnih, kulturnih, je potekalo čist nemoteno, ne, skratka, kot da vojne ni bilo, ne, ampak je bila že ves čas prisotna. V tem smislu, ne, je, ko jaz razumem, ne, pač vse se bo zadovoljil s tem, ne? Ampak če pogledamo samo v zgodovino 20. stoletja, ne, in pogledamo delitev Češko-Slovaške, ne, potem Avstrije, pa potem Memel gor, ne, skratka počasi, ne, in jaz mislim, da pač to je neka ta logika, ki jo, ne, zaradi pač drugih tudi energetske odvisnosti, gospodarskih interesov, ne, politične razklanosti, ne, zadnje, ki je zdaj pač tako udarila ven. Jaz mislim, da je bilo to pač 8 let, vse mogoče bo zadovoljen s tem, ne. Ampak spet, ne, tle se vidi ta kratkovidnost real politike. Ne. Se ne nazadnje to, kar se dogaja v Ukrajini, se je zgodilo že v Gruziji, ne, na manj dramatičen način, ne, zdaj spet Gruzijci bi verjetno ponoreli na tem, kar sem rekel, ne, ampak tam, ne, je to trajalo manj časa, imajo te dve pač separatistični ozemlji, ne. To se dogaja v Moldavi že od leta 91, ne, skratka posod to, čemur bi rekli mednarodni politologi frozen conflict, ne, ne tič, ne miš, ne, skratka si blokiran z pač nekim tam si stak, ne, v bistvu, ne, blokiran si, ne moreš nikamor ne iti, v nobene mednarodne organizacije, ni investicij, ne, ni razvoja, brain drain, kar je najhujša posledica vsega skupaj, ne, skratka, kdo ostane tisti, ki nima kam iti. Tako, če mene vprašaš, je bila ta politika appeasementa zaradi nekih zelo kratkoročnih interesov, ne, ki se je zdaj skazala od leta 22 naprej, ali pa zdaj od zadnjih dni naprej, ne, se je skazala v vsej svoji brutalnosti, ne. Ampak vse to se dogaja širše, prej si rekel brutalizacija javnega življenja, ne. Prej se je vsaj fejkalo, ne, zdaj se niti fejka več, ne, zdaj se samo res tako se reče v futbalu, Johnom, ne, veste, tako z odprtim stopalom naprej, ne. Tako da tle politična korektnost, diplomatski jezik in tako naprej, ne, zdaj dej mi, ne, Srbija danes, ne nazadnje, ne, evropske institucije molčijo, ne, demonstranti se bojo upehali, Vučić bo spet največji Evropejec, ne, skratka, ne, zelo podobne zgodbe, ne, samo don't rock the boat, ne, in tako da, kot pravim, ne, dajmo se mogoče navaditi, ne, po teh iluziji, ne, post-hladnovojnovski, ne, dajmo se navaditi, se mi zdi, na to je moja ideja, ne, skratka, na to brutalnost na vseh nivojih, spet, to, kar sem prej rekel, ne, od globalne politike do vsakdanjega življenja, ne. Jaz nikoli nisem slišal toliko psovk v političnem besednjaku, kot jih slišim zdaj v zadnjih mesecih, ne. Mi smo na FDV-ju leta od 2010 do 2015 organizirali Antifa seminar, ne, ki smo analizirali pač vse te takrat naraščajoči sovražni govor, ne. Potem po par letih smo se upehali, ker je bila pač stvar zelo tako voluntaristično zastavljena, ampak če primerjam, ne, kaj je bilo sovražni govor takrat in kaj je zdaj, na katerih vseh nivojih, ne, je to popolnoma neprimerljivo, ne. Tako da danes, ne, vse to ima ta hit ima lepo napisano v tej knjigi, ne. Včasih, ne, je še vedno obstajal ta občutek, to, kar se rekel postfaktičnost, ne, občutek resnice in laži, ne, jaz hočem skriti resnico in zdaj lažem, ne, in zdaj hit govori, ne, zdaj pa niti to več ni issue, ne, ker pač sploh o resnici ne govorimo, ne, zdaj samo to, če mora pravi bullshit, ne, samo prostite izrazu, sranje, ne? Sranje. In ponavljaš in na koncu si izvoljen za predsednika, ne? A veste, ne? Ne? To so ti paradoksi, ne? S katerimi pač moramo živeti in jih reflektirati in nekaj, ne? Verjetno tudi narediti. Ne? Še kdo, kakšno vprašanje? Živijo. V bistvu veliko sva se pogovarjala o tej temi, ne? In zdaj na glas razmišljam, ampak ne vem, koliko je učinkovito orodje glede analiziranja vojne, ne? Če praviš, da je to divjanje neoliberalizma. Jaz si nekako v bistvu sam si tudi predstavljam, si zastavljam to vprašanje, jaz tle vidim predvsem to vojno kot vrnitev v neko 19. stoletje, v nek čas,
ki je nepovezljiv s tem, kar se je dogajalo, recimo neoliberalizem, če misliš na Chicago Boys, na Margaret Thatcher, na Reagana, ne. To je v bistvu nekako bolj basic, pot v preteklost, pot v obdobje, ko so imperiji osvajali manjše dele, ne. A veš, to je pot v 19. stoletje, še nek predarhaični kapitalistični imperializem. Ne bi tega povezoval z neoliberalizmom. Ne vem, morda se motim. Jaz pa bi zlahka. No, dej, kako? Lenin pravi, najvišja stopnja kapitalizma je imperializem. Ne? Skratka, ti iščeš, tisto, kar ne dobiš pri sebi, iščeš pri drugih na drug način, lomiš roke, če ni. Ne? Skratka, cela zgodovina kapitalizma pravzaprav je najprej interni, notranja kolonizacija in potem navzven. Danes postanejo so vitalne surovine nekaj čist drugega, kot je bilo še pred 50 leti. Danes je nafta že tako, še vedno je ena izmed strateških surovin, ampak danes so druge stvari, te redke rudnine. In kaj bojo iskali Američani danes? Skratka, iščeš ti, ne nazadnje tudi, to je tudi ena taka manj znana zgodba, Kitajci so že pred vojno od leta 2014 kupovali v Ukrajini zemljo, zaradi tega, ker pač imajo interes nahraniti vse te svoje množice na najbolj rodovitni evropski zemlji, pač na črni zemlji, ki je najboljša. Tako da jaz mislim, da če pogledamo malo širše in malo bolj nazaj, gremo par predstav nazaj, vidimo, da jaz mislim, da je pač to, liberalizem, neoliberalizem, kako ga vzameš, v nekem trenutku pač preide v neko imperialno fazo. In jaz mislim, da spet, to je pa razlika, med tem starim kolonialnim 19. stoletje, to, ko si rekel imperializmu, ko osvajaš ozemlje, in v tem primeru verjetno, oziroma to je en del tega, ampak ga pa na druge načine. Se pač neoimperializem deluje s finančnimi mehanizmi, s političnimi pritiski. In šele potem pošleš ti padalce, da tam pokoljejo. Skratka, hočem reči, da pač obstajajo različne oblike imperializmov. In eden izmed ta najbolj brutalen je čisto osvajanje zemlje. Nazadnje me tudi zanima, če gledaš te ruševine, te osvojenih ozemelj v Ukrajini, kdo bo tam še živel. Skratka, imaš po eni strani, res se strinjam s tabo, ampak po drugi strani danes imperializem deluje na drugačne načine, ne samo za osvajanjem teritorijev. Evo, Lenina sem pripeljal nazaj noter. Še jaz bi nekaj vprašala, zdaj se skozi vrtijo te super duhovite fotke. In veliko teh grafitov ali pa ne vem, majic, merchandisinga je blazno cool, ne? Mislim, pač res so duhoviti, res tako imel bi kakšno od teh majic, ne? Ko pa smo bili pri medmrežjih, jaz sem ponosna uporabnica Facebooka že enih 12, 13, 14 let in imam prek 1000 prijateljev, ki so v glavnem kulturniki, umetniki in tako naprej. Tam na mojem Facebooku pa Ukrajina ni cool. Kada so to bitko zgubili. Velike gaze, mislim, velike tem, ki mene zelo nagovarjajo, Ukrajina pa kot da vsej v slovenski kulturniški, umetniški sceni ni zares tema. Mogoče se motim, seveda to še vedno ni velik vzorec, ne vem, 1200 ljudi, ki mogoče jaz lahko vidim na svojem profilu, ampak ko se je začela vojna, pač z Mladenom imava kup enih znancev, prijateljev tudi v Ukrajini, predvsem pa v bivši Sovjetski zvezi zelo veliko. V Kijevu je takrat ostala ena zelo dobra prijateljica, čudovita ženska, lingvistka Maša, najinih let, ki je skušala spraviti neko zelo številno družino iz prvega, pa iz drugega, pa iz nekaterega zakona vse in je bila precej. Takrat smo se zelo angažirali vsi za njo in veliko smo bili na vezi in je rekla v enem daljšem pogovoru, to vojno jaz vidim kot vojno propagande, promocije, zmagal bo tisti, ki bo bolj cool. Mislim, da v Sloveniji Ukrajina ni zares zmagala, ali pa jaz to narobe vidim, pač nimamo istih krogov, ampak v mojem krogu ne bom rekla, da je Rusija zmagala, ampak nekako ljudje niti nimajo zares mnenja, ali pa jih ne zanima, ali pa so druge teme, ki so preglasile, mogoče so bili prvi tedni, meseci vojne drugačni, ampak zdajle moji znanci, moji prijatelji ne ustvarjajo zanimivih podob, zgodb, z izjemo te čudovite knjige esejev, malo je v bistvu zanimive umetnosti, ki jo jaz vidim, spremljam, ne vem, na ukrajinsko temo. Ja, mislim,
se strinjam in malo sem tudi zadržan do tega, kar si rekla. Jaz mislim, da ravno v zadnjem času imamo poplavo prevodov, ne, super delajo 3-4 prevajalci, prevajalke, ne, tako da postopoma postaja ta stvar prisotna. Ne. Da se pa poznamo izraz war fatigue, naveličanost, ne, z vojno, skratka, ne, gre iz prvih strani, kaj so bile danes, sem prav štel prvih 7 novic na obeh portalih televizije, ne, je bilo Dončić je super igral zdaj, ne, skratka 4 novice od 7 so bile o Dončiću, ne, kje je zdaj tle Ukrajina, kje je revščina, kje je Gaza, ne, skratka, ne, in 5. je bilo košarkašice ali nogometašice, skratka, o čem se mi pravzaprav pogovarjamo, ne, in to je tako, kot pravim, eno izmed stvari, ker jo moramo čedalje bolj imeti v glavi, ne. V bistvu ta hegemonska zmaga popularne kulture in množičnih medijev, ne, ki pravzaprav naredijo vse, samo da se ne bi pogovarjali o stvareh, ki so bodisi ne, na globalnem ali pa na lokalnem področju tako pomembne. Ne. Tako da ja, to je črtano. A se pogovarjamo sploh še o Siriji, ne, a veste, ne, a se pogovarjamo o Jemnu, ne, ker je vojna že, Ervin bo vedel, do dneva točno. Skratka, ne, o tem se, da ne govorimo o naraščajoči revščini, da govorimo o vseh drugih stvareh, ne. Pač tle je medijski monopol, ne, tako močan, da pravzaprav te vsebine sploh ne pridejo skozi, ne. Ravno zaradi tega, pač, kot pravim, to ni razlog za neko resignacijo, ne, oziroma na da nič naredimo, pa ravno nasprotno, ne, te vsebine, pač, dajmo se pogovarjati, dajmo dati v medije, dajmo se, da se pogovarjamo s študenti, ne. Vsako leto se pogovarjam v predmetih, ki nimajo veze z Ukrajino, z mojimi študenti, točno o tem, ne, a veste, ne, skratka, dajmo se malo, oni tudi, to je zelo zanimivo, ne, zelo malo vejo o tem, ne, sej, kdo sem jaz, ker tudi nisem dosti vedel, ne, ampak je res, izgine iz horizonta, ne. Tle pa, kot si rekla, slovenska scena, kot pravim, tle je, spet imam neko malo svoje mnenje, neko svojo interpretacijo, ne, glede Palestine je bilo seveda popolnoma jasno, glede Ukrajine, ne, pa ste imeli zelo močne zadržke določenih krogov, ki so bili proruski oziroma da rečem protiameriški in potem so videli neko zavezništvo na ruski strani, ne, skratka, zdaj jih težko, prav rad bi jih vprašal, ne, kako pa zdaj, ko so Rusi in Američani pravzaprav zelo blizu si, ne, kako bo zdaj ta svoj antiamerikanizem, če so s Trumpom zdaj najboljši prijatelji, kako bojo to speljali skozi. In to se dogaja v skrajno levih, da rečem, akademskih krogih, do na drugi strani strankarske in intelektualne desnice, ravno tako, ne, a veste, ne, prej so bili za Ukrajino in za Trumpa, zdaj, kako zdaj to spraviti skupaj, ne, veste, to je zdaj spet čist frišno, ne, to je 10 dni. Zdaj, če pogledate, ne, mnogi od teh, ki so bili prej zelo tako vokalni, ne, za eno ali za drugo stran, so utihnili v tem času, ne, ker morajo še malo premisliti, čakajte, zdaj Putin in Trump sta najboljša frenda na račun, zdaj je diktator je Zelenski, super, ne, veste, ne. Skratka, čist se obračajo, to, kar sem prej rekel, realna politika, nima nobene veze, ves čas, ne, veste, se izpostavljajo vrednote in demokracija, ne, in dostojanstvo in tako naprej. Ne, trda sila. Lahko sam mogoče dodam. Ukrajinska pisateljica Zabuška, ko je bila tukaj v Ljubljani, tudi je rekla, da dejansko z vojno v Ukrajini Putin je začel tako nežno ukrajinizacijo sveta, torej to je nek del trenda, to ni samo v Sloveniji, ne poznajo Ukrajini, ja, to je bilo po celem svetu, tako da ja, so neke pozitivne, ne vem, učinki, če lahko tako rečem. Ja. Še kakšno vprašanje? Recimo, da je to zdaj ta situacija neka utopija, neka recimo res grozno je za kolege, ki so zdaj v tem trenutku izgubili neko vero v neko smer, ker smo skozi poslušali, tole bo sigurno Ukrajina zmagala, ima vse podpore celega sveta in tako, zdaj se to na glavo postavili, ne. In kako pravzaprav sploh sprejeti neko realnost glede na to politično sceno v Evropi, pa tudi pri nas, recimo, kar reče, kdor ni z nami, mislim, kdo ni proti nam, no tako, je kar z nami, ne, to zdaj, če nisi dosti kritičen, si kar z nekom, ne, se kar strinjaš. Tako da tega konglomerata je njih vprašanje zelo velik, ne. Mogoče skozi to knjigo, jaz nisem bral nekaj povedanega, ali v kakšno smer so tele vinjete kot ime in kako ne. Ja,
Sam povem lahko še enkrat, ljudje so res čist povoženi, ne, skratka, vse to, kar se je prej napovedovalo, vse, kar se je, veste, vse te podpore na papirju, pa tudi v resnici, ne nazadnje je tle pač Zahod igral neko politiko bolj ali manj konsistentno, se zdaj sesulo v prah, ne, in spet v zunanji politiki igrajo igro veliki igravci, ne, kako se temu reče, global players, ne, tisti, ki ima vojaško moč, gospodarsko moč in vojaško moč. Ne. Skratka, Rusija nekako to izgublja, kompenzira z vojaško močjo, ZDA to izgublja, kompenzirajo z vojaško močjo, Evropa ima močno gospodarsko zaledje, ne, še nekako se nima pa nobene politične enotnosti, kaj šele vojaške moči nazaj. Ne. Skratka, če postavimo te stvari skupaj, ne, naredimo to enačbo, ne, je stvar popolnoma jasna. Ne. Gre za res brutalen geostrateški spopad tistih, ki imajo pač orožje, ne, means za to. Ne. Meni so pravili Ukrajinci, ne, mimogrede, z vsakim, ki sem govoril, poznal nekoga, ki je padel, ki je bil ubit in tako naprej. Pravi, nihče od nas ni bil vojak, ne, mi se borimo proti profesionalni vojski, ne, mi smo pa študentje, peki, delavci, računalničarji, skratka, mi nimamo šans, ne glede na vso to pomoč. Ne. Entuziazem tega ne more nadomestiti, get real, ne, nekaj časa lahko, ne, ampak tudi tam, ne, ta podpora vojni, ne, nekako ljudje hočejo mir in tako, ko se jim zdaj kaže, ne, s tem mirom nihče ne bo zadovoljen, mogoče je to ena izmed definicij mira, da smo vsi mal happy, mal unhappy, ne, ampak jaz se bojim natančno tega, ne, da pač ta usiljen mir bo pripeljal do nekih novih konfliktov naprej, ne, da bo znali, veste, ne, desperadosi še leta, ne, poglejmo, čečensko krizo, ne, vsake toliko gre v luft kakšna metro postaja, kakšna šola in spet trpijo nedolžni, ne, veste, Breslan, 300 otrok, 400 otrok, ne, veste, pobitih, ne. Skratka, ne, bojim se, da so to nevarni precedani, ne, in cel life sem bil optimist, zdaj sem pa iz realizma postajam malo pesimističen, ne. Če ta brutalna sila tako brez skrupulov nastopa, ne, popolnoma odkrito, kot sem prej rekel, ne, niti fejkajo več, ne, sem res malo pač pesimističen, pa nočem, da končamo na ta način. Ne. Mogoče bi pokazal eno stvar, ki sem prinesel iz Ukrajine, ki kaže vseeno nekaj pozitivnega, če dovoljš. To mi bomba, dol. To, ki sem prej rekel, improvizacija, DIY, ne, veste. To je sveča, ki so naredili Ukrajinci iz odpadnih sveč, so rekli, imaš staro konzervo, imaš odpadne sveče, imaš karton, ne, in to, ko so bile redukcije, zlasti v Odesi, ker sem bil kar dosti, ne, tam tako elektrika zelo. Tudi, ko sem se pogovarjal s temi mojim urednikom in s njegovo ekipo iz Odese, ves čas je bilo odzadju, ne, res industrial, test department v zadju, ne, generatorji, ne, skratka, niso imeli elektrike, ne, in so si pomagali na te načine, ne, to je tak trpek suvenir, ki sem ga prinesel od tam, ne, skratka, 12 ur gori to in gre, ne, in narejeno iz nič in da nek efekt, tako da, je neka plamen nečesa. Česa pa bom videli. Mogoče na tej točki Mitja najlepša hvala. Hvala tudi vsem za udeležbo in imejte lep večer še naprej. Hvala tebi in hvala vsem vam.